Tako, pa gremo na graf kosinusa. Če se malo spomnimo, smo imeli mi eno enotsko krožnico. V tej enotsko krožnico smo narisali en kot in presek premičnega kraka kota je ena točka, kjer nam x koordinata pove kosinus, y koordinata pa sinus. To je bila tista definicija kotne funkcije, ne, kot jo poznamo. Zdaj pa, to ni grafa, ne, zato je treba graf narisati. In zdaj graf kosinusa bo zelo podobno, kot je bil graf sinusa. Treba bo določiti te glavne točke, kje ima maksimum, kje ima minimum in kje ima ničle, ne. Edina razlika je, da namesto, da bi bil zdaj tukaj na y osi, je kosinus x na x osi. Se pravi, bomo vse v bistvu gledali po x osi. No, pa razmislimo, kje ima graf kosinus ničle najprej. Oziroma takole bomo naredili, poglejte, bomo zdaj mi tole, no, niti ni treba gledati, to bom zdaj kar tule naredila. Tole bomo šli semle, da bomo že imeli malo graf pripravljen. Se pravi, bomo tule si tole dali za pomoč. Mi bomo zdaj narisali graf kosinusa, se pravi naša funkcija, ki jo bomo zdaj risali, f od x je kosinus x. In da bi določili, kje kosinus narisati, bomo najprej določili, kje ima ničle. Zdaj, zelo podobno bo kosinus, nas bo zanimalo, kje bo kosinus enako nič. Pa poglejmo. Kosinus bo enako nič, ko se bo ta graf pripeljal do semle. Se pravi, da bo ta premični kot prišel do semle. Tule bo ta ničla, ne. In pri katerem kotu pa je to, če pogledate, ne. Tole ta kot je 90 stopinj. Zdaj pa, to je polovica pija oziroma pi polovic. Prva ničla, ki jo bomo videli pri kosinusu, je pri pi polovic. Se pravi, za katere x ima ničle, ja, pi polovic, katera bi bila potem naslednja. Ja, dobra točka bo tudi tale, ne. Se pravi, ko bo prišel kot do semle. Ta kot je 3 pi polovic. Kar smo se že pa tudi naučili, da je čisto isto, kot če bi šlo v to stran, ne. To bi bilo pa minus pi polovic. In potem bi dejansko lahko napisali še več teh kotov, ne. Tu bo pi polovic, pa lahko gremo tukaj za pi sem, pa spet pridemo do ničle, pa za pi sem, pa spet pridemo do ničle, ne. In to, zdaj ko smo že tako stari mački, ali kako bi rekla, je naša v bistvu formula za ničle. No, vsak pi polovic bo v bistvu, ne. Se pravi, bomo takole napisali x je pi polovic, potem pa lahko en pi, ne, to je en pi, prištevamo ali pa odštevamo. Se pravi, k pi, kjer je k element celih števil. To bo naša formula za ničle kosinusa. Okej. Zdaj pa gremo naprej. Druga stvar, ki jo moramo pogledati, so maksimumi. Maksimumi so tam, kjer je kosinus x enako 1. Za katere x-e pa bi to bilo? Ja, kosinus x je enako 1 v tejle točki. Tule, ne. Tu je x. Ta točka je 1, nič, se pravi, da je x tukaj koordinata te točke 1. In nikjer drugje. Tu je minus 1, tu pa so ničle, ne. Kakšen kot pa je tukaj? Ja, to je kot na primer 0 stopinj. Ali pa 0 radijanov, ne. Potem pa lahko gremo cel krog okoli, pa dobimo 2 pi. Pa lahko gremo še en krog okoli, pa dobimo 4 pi. Ali pa nazaj, minus 2 pi. Se pravi, da bo naša formula vsi sodi pi. Sodi pi pa pomeni, da so kaj? Kako bi to napisali? Bomo napisali 2k krat po pi, kjer je k element celih števil. Okej? To je zdaj maksimum in še ostane nam minimum.
Minimum je pa tam, kjer je kosinus x enako minus 1. Minus 1, najprej zrišimo tole točko, da nas ne bo zavajala, minus 1 je pa x tule, tu je minus 1. Kakšen kot pa je tu? To je ravno 180 stopinj, kar je pi. Se pravi, to bi bilo zdaj pri kotu pi. Potem pa, da pridemo okoli, moramo še 2 pija dodati. Imamo pi plus 2 pi, 3 pi. In tako naprej, ne? 5 pi, vedno za 2. To pa so vsi lihi. Pi, to bomo pa tako napisali, x je, najprej rabimo enega za začeti, potem pa spet za celo našo periodo 2k pi naprej. Se pravi, k je element celih števil. Ne se zdaj ne ustrašiti, to so 3 formule, ki jih pač rabimo za narisati graf kosinusa. Isto bo to kot pri sinusu, ne? To nam bo prešlo v kri. Ok. Se pravi zdaj, če bi tole si odstranili, da imamo malo več prostora. Takole. Tele je treba točke urisati in mi bomo zdaj to lahko narisali, ne? Najprej bomo narisali meje za maksimum pa za minimum. Meje za maksimum pa za minimum. Maksimum je na 1. Minimum je na minus 1. To so spet črtkane črte. Tako. Potem si bomo še naredili naš koordinatni sistem. In sicer na y osi so enote normalne, ne? 1, 2, 3. Tako. Na x osi pa so enote s pi. Na vsake 3 enote dobimo en pi. Tu imamo zdaj pi, 2 pi, 3 pi. Upam, da vas 3 pi ne spominja na kaj grdega. Ponavadi se tukaj precej presmejimo v šoli, zdaj pa, ker smo tako uradno izpostavljeni na spletni strani, se pač ne bomo, a ne. Lahko se pa vse malo posmejite na 3 pi. Ok, imamo zdaj minus pi, minus 2 pi in tukaj bi bilo naprej pa še mogoče minus 3 pi, ne. V glavnem, no, pi smo zdaj naredili na x osi, na y osi so normalne enote, imamo črto za maksimume, imamo črto za minimume in tule bodo ničle, ne, na x osi bodo ničle. No in dajmo zdaj najprej ničle. Kaj zdaj pomeni pi polovic, pa za pi naprej? Pomeni, da bojo ničle na polovicah pijev. To bomo dali v narekovaje. Na polovicah pijev. Kje se to tako napisalo? Bom takole, ne? Na polovicah pijev. To pomeni zdaj ničle, zdaj bom pa zeleno, mogoče se bo bolj že videlo, upam, da se bo. Takole. Kje je zdaj pi polovic? Ja, med nič pa med pi je pi polovic. Tu bo naša prva ničla. Tu je pi polovic, še lahko napišemo, mogoče to je tak klasika. Potem pa 3 pi polovic, moramo iti pa za en pi naprej. To je ravno pol tukaj pa pol tukaj, oziroma damo med pi pa med 2 pi na pol in dobimo našo naslednjo ničlo. Pa med 2 pi pa med 3 pi na pol dobimo naslednjo ničlo. Pa tu nazaj med nič pa med minus pi na pol pa dobimo spet. Pa med minus pi pa med pi, evo, še ena. In med minus 3 pi pa minus 2 pi, to so naše ničle zdaj, ne? Te zelene pikice so naše ničle, tu čez bo šel naš graf. Tako. Zdaj pa ideja je ista, ne? Moramo dobiti en maksimum ali pa en minimum in potem gremo minimum, maksimum, minimum, maksimum. Ok, no pa poglejmo tegale, ne, maksimum. Maksimum je, kjer je x nič, 2 pi, 4 pi, minus pi. Se pravi, ko bo k nič, tukaj je nič krat 2 pi, bo nič in lahko nad nič, ampak zdaj moramo paziti, na črto za maksimum naredimo pikico. In dobimo naš prvi hribček. Po tem hribčku moramo iti navzdol.
In naši lihi pi, se pravi pi, nam dajo minimume. Takole. 2 pi, pikica, pa navzgor. 3 pi, liho spet, minimum. Takole. Pa nazaj, pri minus piju dobimo pikico, gremo navzdol, pri minus 2 piju dobimo pikico, pa gremo navzgor in tako naprej. Se pravi, naša funkcija kosinus je ujeta med maksimalno 1 pa minimalno -1. V tem primeru, ko je tukajle brez števila, a ne. To je osnovni graf kosinusa in zdaj se bo seveda tako kot pri sinusu, se bojo te črte malo prestavljale, ničle, minimumi pa večinoma ostanejo enako. Takole. To je to za graf.